Pa se kdaj zanimalo, kako hitro pri snemanju določenega prispevka teče čas? Na voljo imam slabi 2 uri, da vam predstavim 2 prenovljena avtomobila in se z njima seveda tudi malo zapeljem. 3-4 zdaj. Za razliko od večine današnjih križancev, ki samo izgledajo terensko, Forester na terenu nikoli ne razočara. Pravzaprav je tam kot doma, ampak ne izgleda tako frajersko kot ostali, zato so ga zdaj malce osvežili. Za prenovljene materiale in plastiko mi je v bistvu vseeno, je pa Forester sedaj dobil tule vmes še en dodaten zaslonček, ki prikazuje podatke sistema iSight in zadnja klop je ogrevana. Vozniško je Forester še vedno zelo prepričljiv, sploh na takšnem terenu, je pa prenova prinesla predvsem varnostne mehanizme oziroma sistem iSight. Ta bdi nad vami in skrbi, da ne zapeljete preko črte, opazuje promet pred vami in pri manjših hitrostih celo preprečuje trke. Ko greste vzvratno s parkirišča, pa Subaru zdaj vidi, če se vam približuje kakšno drugo vozilo in vas na to opozori. Torej, tudi motorje in menjalnike so se lotili, agregat je baje varčnejši, brezstopenjski menjalnik Lineartronic je izboljšan, da lepše prestavlja in da motor manj ropota, prednastavljenih pa ima 8 prestav. No, zdaj pa XV, čeprav tole je zelo zabavno. Verjetno ga že dobro poznate, saj je aktualna generacija na cestah že toliko časa, da so Japonci v Ženevi predstavili že študijo povsem nove. No, ampak tudi model XV so malo prenovili, zunanjost je malce sodobnejša, notranjost pa je po vzoru ostalih modelov. Torej, dobila je nov volan, sredinski del pa sedaj krasi velik zaslon na dotik. Aja, in XV je tudi dobil sistem iSight. Čeprav na terenu ni tako prepričljiv kot Forester, vseeno zmore marsikaj, zato XV nagovarja tiste, ki se na brezpotja sem-tja vseeno podajate. Pogon je 4-kolesni in avtomobil je od tal oddaljen bolj kot kakšen levorka ali pa impreza. Poleg 2-litrskega dizla in po prostornini enakega bencinskega agregata je v ponudbi še 1,6-litrski bencinski motor. Subaru se hvali, da je obema bencinskima agregatoma zmanjšal porabo goriva, zato bosta predstavljala skoraj polovico celotne prodaje. Dobrih 10% pa se vas bo odločilo za menjalnik Lineartronic. Z dizelskim motorjem je okej, z benzinskim pa ne, ker je preglasen. Še vedno pa se mi zdi najboljša varianta dizelski motor in takšen ročni menjalnik, kot je v tem avtu. Tudi cene so šle malo gor. Ampak o tem kdaj drugič, 2 uri sta mimo. Mater leti cajt. Kaj moram zdaj?